Na prvem seriji pogovorov o socialni državi danes gostimo predavateljico na Ljubljanski fakulteti za družbene vede, Barbara Rajden. Če socialna država razumemo kot civilizacijsko pridobitev, kaj torej pomeni njen zaton v zadnjih letih? Ja, zdaj socialna država je v bistvu nastala pred dobrimi 100 leti in očitno je, da te pravice, delovne pravice, socialne pravice, enako kot vse človekove pravice, niso pridobljene enkrat za zmeri, ampak da je prizadevanje ali pa boj za njihovo ohranitev enako pomemben kot za njihov nastanek. Hkrati je pa dejstvo, da pač je to najedanje socialne države povezano z globalizacijo in z odpiranjem meja, da enostavno suverena nacionalna država ni več to, kar je bila, da bi lahko neke politike, tudi socialne politike, vodila sama in pravzaprav ta konkurenčni boj nekako vpliva tudi na to, da se zdi, da je treba tudi ta, bi rekla, socialne politike prilagoditi. In po eni strani mogoče je pomembno tudi to, da razmišljamo o tem, kaj je pa razvoj zadnjih 50 let prinesel kakšnim drugim kontinentom ali pa državam. Jaz velikokrat recimo razmišljam, ali morda ni res, da smo po vojni v Evropi ali po tem zahodnem svetu tako zelo dobro živeli in imeli socialno državo tudi zato, ker so bili drugi deli sveta tako deprivilegirani. Torej, Kitajska se zelo razvija, Indija se razvija in mogoče pa je to neka uravnotežitev sveta, mogoče pa se nič ni za zmeri. Kako se razlagate, da je slovenskim vladam, zadnjim slovenskim vladam uspelo prepričati razmeroma velik del slovenskih državljanov, da je socialna država pravzaprav nekaj slabega, da ovira gospodarstvo in s tem tudi razvoj države? Mislim, da so se pri tem, ko bi rekla, pri tem prepričevanju ljudi oslanjali na različna izhodišča. Eno zagotovo je to vse evropska mantra o varčevanju, ki je verjetno prisotna v vseh državah. Po drugi strani je bilo vsaj v zadnjem letu ogromno delovanja politike v smislu delitve na tiste, ki si nekaj zaslužijo, na tiste, ki si ne. In tretja stvar se mi zdi, da je na socialnem področju najlažje varčevati, zato ker vzameš tistim, ki so najbolj nemočni in že tako ali tako potisnjeni na rob in v bistvu nimajo ne dostopa do medijev, nimajo dostopa do pravnih sredstev, ker formalno imamo vsi dostop do pravnih sredstev, vemo pa, da rabiš za eno ustavno pobudo ogromno pravnega znanja, ogromno finančnega znanja in tako naprej. Tako da veliko lažje kot vzeti gospodarstvu ali pa vojski je vzeti ljudem, ki so na margini. Pa mislite, da ima varčevanje tudi kakšno drugo funkcijo, razen te deklarirane varčevalne? Vemo, da je ranljiv državljan tudi bolj vodljiv. Ja, ali pa je saj potisnjen s to svojo skrbjo v bistvu v popolno pasivnost. Ukvarja se samo svojo eksistenco in ne mogoče z nekimi vprašanji. Točno tako. Se mi zdi, da če ne veš, kako plačati račune, je to tvoja primarna preokupacija. Tako da zagotovo. Ampak to velja samo do določene meje. Enkrat, v bistvu, ko so državljani oziroma ko so ljudje pritisnjeni na rob, se lahko tudi uprejo. V Sloveniji zdaj vidimo zadnje čase, so protesti nekakšna napoved socialne eksplozije ali smo še daleč od tega? Zdaj prvič to, v bistvu seveda socialna država, kritike socialne države izhajajo tudi iz tega, da je v bistvu socialna država namenjena bila v osnovi boljšemu delovanju kapitalizma, zato ker v bistvu omogoča razvoj potrošniške družbe, ker če nekomu ne zagotavljate saj minimalnega dohodka, potem ne more sodelovati v tej verigi potrošnje. Po drugi strani pa jaz vendarle mislim, da če naredimo socialno državo ljudem vsakdanje življenje blažje, ko bi rekla, lažje za živeti, da je potem tudi, če so neki efekti v potrošništvu, se mi ne zdi to tako zelo slabo, da bi morali zdaj socialno državo za to razgraditi, da bomo vsi postali revolucionarji, ki bomo tako na robu in tako lačni in brez vsega, da bomo spremenili sistem. Se mi zdi, da je treba delovati vzporedno, hkrati pač razmišljati o tem, kako narediti neke korenite spremembe.
kjer je pa treba vedeti, da smo 2-milijonska država znotraj 7-milijardnega sveta in da verjetno nekih revolucionarnih sprememb ne moramo sami narediti. Po drugi strani je pa vendarle treba pragmatično reševati probleme najbolj izpostavljenih ali pa najbolj marginaliziranih skupin, ki so tudi v zadnjem času bile v bistvu postavljene na rob. Ampak če pogledamo nekako to sestavo protestov, se zdi, da na ulicah so predvsem ljudje, ki še imajo kaj za izgubiti, medtem ko tisti, ki so že nekako najbolj zna, ki so že izgubili večino, jih tam ni. Zakaj se zdi, da revščina kriči v tišini, zaprta za 4 stene? Verjetno teh 20 let v bistvu smo nekako socializirani v to, da te je revščine srama. Jaz si tako predstavljam to, da v bistvu je bilo to neko obdobje glorifikacije znajce, imeti velik avto, imeti velik bogatstva, družbeno premoženje, speljati in tisti, ki pač te norme niso nekako zadovoljili, se je zdelo, da so nesposobni in da je to itak njihov problem. Torej se je to zelo, se mi zdi, porinili te ljudi v kot in tako naprej. Tako da tudi jaz dojemam te proteste kot proteste, bi rekla, kreativnega ali pa srednjega razreda. Tistih, ki še vedno lahko, jim je pa na nek način v tem trenutku še dano, vendar jih pa zelo, zelo skrbi, da jim bo prihodnost odvzeta, recimo zlasti mladi. Tako da verjetno, jaz včasih, ko grem na proteste, razmišljam o tem, a je to ta revolucionarni naboj, ker tam smo ljudje, ki smo še vedno nasmejani, še vedno se zdi, kot da smo se prišli bolj ali manj samo družiti, ampak sej verjetno je to pomembno, ne vem pa, če je to za neke velike spremembe zadost. Verjetno mora stvar biti tako radikalna in jo morajo vzeti v roke ljudje, ki jim je to res eksistenca, da se potem nekaj zares spremeni. V kriznih razmerah, kot so zdajšnje, se frustracije, nakopičene frustracije pogosto potem usmerijo na takšne in drugačne manjšine. Se to v Sloveniji dogaja oziroma kako velika je ta grožnja? Vidite možnost, da bi se to zgodilo pri nas? Zdaj, glede na to, da imamo tako pasivizirane tiste, ki so najbolj ubogi, niti ne morejo, se mi zdi, v tem trenutku reagirati proti manjšinam. A veste, da bi zdaj rekla, da vidim nevarnost, da bodo najbolj revni ali pa najbolj socialno izključeni zdaj se postavili po robu in začeli targetirati, ne vem, gejevsko skupnost, pa romsko skupnost, pa tako naprej. Se mi zdi, da v resnici mi nimamo, sploh nimajo ljudje te moči, da bi lahko sploh delovali proti komurkoli, niti proti manjšinam. Pri nas bolj bi rekla, da zlorabljajo manjšine tisti, ki imajo, ne tisti, ki nimajo. A me razumete? Da v bistvu tisti, ki pri nas nimajo, so popolnoma nimajo dostopa do ničesar. Ampak vse to bi navezal mogoče. Kakšen je pa v tem pogledu odnos oblasti do marginaliziranih skupin? Ker prav oblasti lahko zlorabijo. Seveda, to pa ja, zlorablja se zato, da se pravi te skupine, bi rekla, verjetno identitetne skupine, od homoseksualcev do Romov, do izbrisanih, so 20 let že uporabljene za ohranjanje oblasti in za, bi rekla, kreganje oziroma šuntanje in kazanje s prstom na tiste, se je zelo zanimivo. To je del politike del in vlade. Tako, del in vlada in tukaj In recimo Milan Zver, kot en bi rekla, relativno evropsko usmerjen poslanca, interpretira te proteste kot produkt gejevskega lobija. Mislim, to se vidi, kako se stalno nekoga želi v bistvu okriviti za neko revščino ali pa ubogost nekoga drugega. In to neke namišljene, homogene skupine, ki to v resnici niso. Gejevski lobi, jaz ne vem, kva to je pri nas. Enako boste videli, ko bo prva odškodnina izbrisanim izplačana, bodo izbrisani krivi za vso revščino, ki v Sloveniji nastala, zaradi tega, ker smo iz proračuna izplačali toliko in toliko. Nihče se pa ne bo hotel vprašati, da v bistvu naše družbeno bogatstvo so najedli tisti, ki so s sovraštvom dosegli to, da smo izbris vlekli 20 let. Se pravi, to je zelo zanimiv primer, kako politika lahko v bistvu razjeda družbeno bogatstvo zelo materialno. Če bomo mi plačali 200 milijonov odškodnin, to pomeni, da je nekdo neko trpljenje povzročil, ki ga ne bi bilo treba za 200 milijonov povzročiti. Se pravi, zelo relativno je to bogatstvo. Treba se na krivca, ne? Tako.
V svojem nastopu v Cankarjevem domu ste pozvali k preprečitvi vsake oblasti, ki sprejema nečloveško socialno politiko. Kaj se v tem pogledu obetate od porajajoče se vlade Alenke Bratušek? Moja, bi rekla, takrat ta usmeritev je bila na to socialno zakonodajo, ki je bila sprejeta pod Pahorjevo vlado in se mi zdi, da jo je nujno spremeniti. To je socialna zakonodaja, ki izjemno nadzira prejemnike socialnih transferjev. V bistvu lahko vam pogledajo na vaš TRR in je totalno arbitrarna. Na socialne delavce je prenesla neko funkcijo paznikov vašega finančnega in siceršnjega življenja, kar ni normalno. Socialni delavci morajo in delavke morajo upravljati svojo suportivno funkcijo, ne pa neko, bi rekla, napol kaznilniško. Torej, od te vlade pričakujem, da z neko razumno politiko se ukvarja s temi finančnimi težavami, ki definitivno so, zlasti bančni sektor, ne moramo reči, da to ni problema. Po drugi strani pa pričakujem, da pač ukrepi ta del socialne države in predvsem to, da proba socialno sfero spreminjati ali pa tudi jo prilagajati sodobnemu času na način, da ne krega ljudi med sabo, ampak da jim pojasnjuje. Recimo ena od mojih tez je, ne vem, če veste, ampak v Sloveniji imamo povprečno pokojnino 600 evrov. Ampak ogromno upokojencev, polovica jih ima pod 600, se pravi več jih ima pa tudi nad 600. In ogromen delež upokojencev ima pokojnino okrog 300 evrov. Ampak če je povprečna 600, to pomeni, da bi vsak upokojenec v Sloveniji lahko imel 600. In zdaj jaz, ko začnem o tem govoriti, se vprašam, ali bi na stara leta lahko preživela s 600 evri. In moj odgovor je ja. Če bi imela stanovanje, neko malo stanovanje, to meni zadostuje. In se morajo torej tudi te strukture med sabo, ko bi rekla, tudi upokojenci, vsak od njih, tisti, ki ima 1500, se mora vprašati. In tukaj jaz nimam nič slabe vesti, da bi se mi zdelo, da nekomu jemljem. Pač jaz sem zelo realna pri tem, da vem, da denar ne pade z neba in da je neko bogatstvo, pač, ki ga ima država, treba pravično. Ja, seveda. In te kriteriji, komu, koliko so vedno, bi rekla, morajo biti pod vprašajem. Nič si ne smemo, bi rekla, lastiti kot samoumevno. Samo seveda, ko jaz rečem, da bi bilo treba mogoče kakšne zelo ekstremno visoke pokojnine pa vendarle zmanjšati in pač približati te nizke in visoke, me boste takoj ali pa me bo kdo umestil pod, ne vem, na liniji med Murglami in Grosuplemu. In to je problem Slovenije, da se v ničemer ne da razumno, vsebinsko po kriterijih pogovarjati, ampak si takoj nekam umeščeno. Kaj pa vašem ta nova vlada sestavljanja starih elit pomeni za potencial protestniškega gibanja oziroma za iskanje alternativ popravkov trenutnega političnega sistema, o katerih se veliko govori? Koliko akcijskega potenciala bo temu protestniškemu gibanju vzelo slovo Janeza Janše, ki se napoveduje? Jaz mislim, da se protestniško gibanje ni začelo z Janezom Janšo, ampak se je začelo proti pač vsej tej politični eliti. Je pa Janez Janša v svoji maniri iskanja sovražnika ga pač sproduciral. In to je bilo v trenutku, jaz sem videla te proteste kot zelo splošne. V trenutku, ko so se na Twitterju iz strani SDS poimenovali ljudje kot zombiji, se je pa to fokusiralo v bistvu na obstoječo vlado, torej Janeza Janše. In se mi zdi, da v bistvu imajo potencial te protesti iti tudi dalje, naprej in iskati nekaj, razumem to vlado kot nekaj prehodnega, kar bo omogočalo, sicer res mislim, da so to relativno, bi rekla, nič novega to ni, ampak se mi pa zdi, da v tem trenutku mogoče res rabimo umiritev razmera. In da tako vidim, kot neko umiritev, kjer lahko mogoče zraste nekaj novega, je pa tudi od civilne družbe in njene modrosti odvisno to, v katero smer bodo ta gibanja se. Pač mislim, da je zelo pomembno, da se tisti, ki želijo v to institucionalno politiko iz strani civilne družbe vstopiti, da vanjo vstopijo in da se jih ne demonizira.
In da hkrati pa tisti, ki ne želijo, delujejo izven tega, mogoče z nekimi daljnosežnejšimi rešitvami, od anarhistov do ne vem koga, ampak da se te dve linije morata spoštovati. Če ne bo v konfliktu med tema dvema linijama prišlo do, po moje, zadušitve tega gibanja, ne? Ali pa do... Se pravi, mislim, da je zelo pomembno tudi, kako modra bo tukaj civilna družba. No. Hvala za obisk. Ja, hvala vam za vabilo.